Nocojšnjo oddajo začenjamo s Sveto Birmo. Vem, kaj si mislite, in odgovor je ne. Žal to ni novica, ker končno razkrijemo, kaj je sodnik delal Kanglerjevem Birmancu. Je pa to novica, kjer razkrijemo, kaj se je dogajalo na Birmi v župniji Velike Lašče. Župnija je na Facebooku objavila tole fotografijo, na kateri so birmanci in župnik in vsi brez izjeme ne nosijo mask, čeprav so slikani v cerkvi, torej v zaprtem prostoru in brez vsakršne razdalje. Kaj hočemo, katoliška cerkev pač nikoli ni bila posebej navdušena nad zaščito. Razen, ko gre za zaščito duhovnikov. Sicer je pa logično, da birmanci ne nosijo mask. Ne samo, ker z masko ne moreš pojesti hostije, pač pa tudi, ker jih že ščiti Sveti Duh. Čeprav na fotografiji jasno videti, da so v cerkvi kršili predpise, se škofovska konferenca brani. Na prvi fotografiji, ki je na družbenih omrežjih sicer sami nismo zasledili, naj bi otroci nosili maske. Za drugo fotografijo pa je bila, bi rekli, skupna želja, potem, ko bomo kasneje gledali nazaj, pa bo še maska, pa ne bomo se spoznali, a lahko samo za trenutek, da naredimo eno fotografijo brez mask. A veste tisti feeling, ki ste na zabavi, pa te hočeš klocniti ten fotograf, pa mu rečeš, samo malo da skrijem joint. No, v župniji Velike Lašče se očitno grejo ravno nasprotno. Ko jih noben ne gleda, so vzorni, ko se fotkajo, grešijo. Verjamemo sicer, da gospod iz škofovske konference govori resnico. Škoda je le, da za prvo fotografijo, kjer so birmanci nosili maske, očitno velja podobno kot za Boga. Oboje obstaja, čeprav ne enega, ne drugega še nismo videli. Kljub temu, da gre za resno javno zdravstveno kršitev, pa naj bi si v škofovski konferenci vseeno oddahnili. Ko so slišali, da se je na internetu pojavila sporna fotografija duhovnika z otroki, so si namreč predstavljali nekaj veliko hujšega. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.